Spoštovane, spoštovani, ob zvokih slovenske himne bodo predstavniki društva Veteran dvignili zastavo. S spoštovanjem se poklonimo državnima simboloma. Med nami danes prav posebej toplo pozdravljam častnega gosta, predsednika Republike Boruta Pahorja. Prijazen pozdrav velja tudi načelniku generalštaba Slovenske vojske, generalmajorju Dobranu Božiču in drugim predstavnikom Slovenske vojske. 18. marca leta 1414 je bil za koroškega vojvodo ustoličen karantanski knez Ernest Železni iz rodu Habsburžanov. Na ta dan je ustoličenje zadnjič potekalo po starodavnem ljudskem običaju in v slovenskem jeziku. Tega za zgodovino našega naroda pomembnega dogodka se bomo danes spomnili s sajenjem lipe, starodavnega simbola slovenstva. Današnji datum pa ni izbran naključno. Na današnji dan mineva tudi 25 let od dneva, ko so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani podpisali Majniško deklaracijo in z njo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda. In družimo se na predvečer 9. maja, ko se Evropejci spominjamo začetku oblikovanja Evropske skupnosti in zmage nad nacizmom in fašizmom. To, da smo, obstajamo, ustvarjamo in svoje misli usmerjamo v prihodnost, sloni na trdih temeljih naše zgodovine. Vsa zapuščina naših prednikov, materialna in duhovna, nas oblikuje v to, kar smo Slovenci danes. In prav spoznanje, da je vložen trud naših prednikov ključni člen našega obstoja, je sila pomembno za nadaljevanje identitete nekega naroda. Slovenke in Slovenci smo trdoživi. Previhrali smo viharje zgodovine, večinoma brez svoje priznane državnosti. Od prvih oblik institucionalnega obstoja so do nove samostojne države minila stoletja. Danes se s simbolnim dejanjem posaditve lipe spominjamo ustoličenje zadnjega slovenskega kneza na Gosposvetskem polju. Spomin je pomemben, ker z njim utrjujemo zavedanje o pomenu obstoja slovenstva. V obredu ustoličevanja, ki je potekal v slovenskem jeziku, bi posebej poudaril prisego kneza, da bo pravičen sodnik in da bo skrbel za deželo. Prav klic po pravici in skrbi za našo deželo nas spremlja še dandanes. Zgodovina nas uči o pomenu enotnosti ljudstva. Nenazadnje smo jo Slovenci še nedavno tega izkazali v boju za samostojno Slovenijo. Pravzaprav smo Slovenci neke vrste fenomen, ker smo si naš obstoj zagotovili s kulturo in z izjemno ljubeznijo do slovenskega jezika. To nas je istovetilo in plemenitilo in več kot očitno je, da je tako močno žarelo skozi generacije in generacije Slovencev, da smo danes tukaj. Leta 1991 nam je uspelo izboriti svojo državnost, 100-letni sen našega naroda. Danes se v vrtincu domače in svetovne gospodarske krize soočamo s težavami in izgubljenostjo, vse to pa še podpihujejo nekateri domači politični akteri. Spoznajmo že enkrat, da sodimo skupaj, da imamo le drug drugega in da bomo samo skupaj zmogli. In pravzaprav vprašajmo se, kaj so današnji časi v primerjavi z eksistencialno krizo med drugo svetovno vojno, z mučenjem in preganjanjem Slovencev, z večnim spraševanjem, ali bom preživel dan. Poglejmo na življenje objektivno in upravičimo zaupanje naših nonotov, da se je za našo sodobno bilo vredno boriti.
Ne nazadnje jim to tudi dolgujemo. In če povzamem simboliko Mateja Bora, moramo stopiti skupaj in previhariti tudi z današnje viharje. Samo složnost nas bo povezala in samo skupaj se lahko prebijemo skozi te težke preizkušnje, ko bi vsaj že doumeli tako zelo preprosto sporočilo. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. V nadaljevanju nam bodo zapeli domačini, člani moškega pevskega zbora prostovoljnega gasilskega društva iz Dornberka pod vodstvom Joška Hareja. Radi pojejo in prav posebej radi se s petjem poklanjajo slovenstvu in naši zgodovini. Domovina, mili kraj, kjer visoke so gore, kjer zelene so planine, mile trate in doline, cerkve mile, kjer stoje. Domovina, mili, mili kraj, domovina, mili, mili kraj, domovina, mili kraj. Domovina, mili kraj. Domovina, mili kraj. Domovina, mili kraj, kjer se rose cvetajo, bistre vode, kjer tečejo, drobne ptičice pojejo, kjer preljubi moji so. Domovina, mili, mili kraj, domovina, mili, mili kraj, domovina, mili kraj. Domovina, mili kraj. Domovina, mili kraj. Valhun, sin Kajtimara, boj krvavi že dolgo bije za krščansko vero. Za vreljem dro se več mu v bran ne stavi. Končano njino je in marsiktero življenje. Kri po Kranji, ko ratani prelita, napolnila bi jezero. Gnijo po polju v bojih pokončani trum srčni vajvodi in njih vojšaki. Sam Črtomir se z majhnim tropam brani. Bojuje se nar mlajši med junaki. Za vero staršev lepo bognjo živo, za črte, za bogove nad oblaki. On z njimi, ki še trdijo vero krivo, bežit je v Bohinj, v Bistriško dolino, trdnjavo zidano, na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki ajdovski segradec imenuje. V njih gledaš Črtomirovo lastnino. 9-krat večji množca jih obsuje in zveste straže krog in krog postavi. Odvzame up in vse pomoči tuje. Visoke odre tam, ki si napravi, zidovje podkupuje, vrata seka, a ne polasti se njih, ki so v trdnjavi. 6 mesecev moči tla krvava reka, Slovenec že mori Slovenca, brata, kako strašna slepota je človeka. Ko niso meč, sekira in lopata jih mogle, lakota nepremagljiva, preti odpreti grada trdne vrata. Dal Črtomir jim reve ne zakriva. Besede te tovaršam reče zbranim, ne meč, pregnala bo nas sreča kriva. Le malo vam jedila, bratje, hranim. Branili smo se dolgo brez podpore. Kdor hoče se podati, mu ne branim. Kdor hoče vas dočakati temne zore, neproste dni živeti nočem enake. Ne branim mu, al
jutra čakat more. Seboj povabim druge vas junake, vas, kateri hrama se ukloniti noče. Temna je noč in stresa grom oblake, sovražnik se podal v svoje koče, le majhen prostor je tje do Gošave. To noč nam jo doseči je mogoče. Narveč sveta otrokom sliši slave, tje bomo najdli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Ak pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. K besedi vabim častnega gosta in slavnostnega govornika na današnji prireditvi. Vabilu se je prijazno odzval predsednik republike, gospod Borut Pahor. Današnja proslava je polna simbolike, zgodovinske, vendar tudi zelo aktualne. Prvič, posaditev lipe kot simbola slovenstva. Drugič, počastitev 600. obletnice ustoličenja zadnjega koroškega kneza v slovenskem jeziku. Tretjič, vse to se dogaja poleg spominskega obeležja vojne za samostojno Slovenijo. Četrtič, v času, ko praznujemo 10. obletnico vstopa naše države v Evropsko unijo. In petič, sploh ne nazadnje, temveč najprej in predvsem. Danes, prav zdaj, mineva 25 let od zelo velikega, množičnega ljudskega protestnega zborovanja na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je pesnik Tone Pavček leta 1989 prebral slavno Majniško deklaracijo, z njo je izpovedal, citiram, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda v okviru prenovljene Evrope. Konec citata. Za današnjo preprosto, a prijazno in svečano slovesnost lahko upravičeno rečemo, da na nek način simbolizira zgodovinski lok naše državnosti, od korenin do njenega cveta. Zamaknjeni, razumljivo, v naše dnevne skrbi in preštevilne probleme, si vendarle smemo in moramo, vsaj nocoj, vsaj za hip, priklicati predse slavno zgodovino in tudi imenitne dosežke našega naroda. Ne zato, da bi se izogibali ukvarjanju z problemi sodobnega časa, temveč zato, da bi ga tudi skozi perspektivo zgodovine bolje razumeli, da bi iz naših dosedanjih zgodovinskih mejnikov dobili navdih in pogum za postavitev novih in da bi znali te aktualne probleme reševati uspešneje in jih spreminjati v priložnosti za našo boljšo prihodnost. Spoštovane gospe in gospodje, ustoličevanje koroških vojvod in Knežji kamen imata sporočilno vrednost tudi za današnji čas. Je simbol združevanja in ne razhajanja. Ta kamen in protokol ob njem je bil simbol sprave in ne razkola. Bil je sestavni del ceremonije, ki je legitimirala oblast, v kateri sta bila uporabljena oba deželna jezika, tudi slovenski oziroma slovanski, ter vsi socialni sloji, od kmeta do vojvoda. Današnji čas ni primeren prostor za natančne zgodovinske refleksije. Ne glede na to, kako se glede tega prepletajo dejstva in miti, je potrebno knežjemu kamnju in ustoličevanju vojvode pripisati pomembno vlogo pri nastajanju in krepitvi tistega, kar danes imenujemo nacionalna zgodovinska zavest ali zavednost ali celo državotvornost. Profesor dr. Peter Štih, eden najboljših poznavalcev tega dela naše zgodovine, me še danes dopoldan v najinem kratkem pogovoru opozoril na to simbolno raven generiranja deželne oziroma državne suverenosti in zavesti. Po njegovem ima tudi zaradi zgodovinskega konteksta Knežji kamen vso možnost, da v prihodnosti, v novih časih evropskega združevanja, postane tisto, kar je nekoč že bil. Simbol skupne in nedeljive preteklosti, ki smo jo zaradi delitev v 19. in 20. stoletju v veliki meri izgubili
iz našega spomina. Nenazadnje so že stari Grki razumeli simbol kot znak, ki združuje in ne ločuje. Spoštovane gospe in gospodje, v počastitev te jubilejne 600. obletnice ustoličenja zadnjega koroškega kneza v slovenskem jeziku bomo danes posadili lipo kot simbol slovenstva. Ker, kot rečeno, simboli združujejo in ne ločujejo, bo lipa posajena pri spominskem obeležju vojne za samostojno Slovenijo. V tej vojni smo se Slovenci za svojo stvar postavili enotno. Enako enotno, kot smo izpričali zahtevo po ustanovitvi lastne države na plebiscitu. Toda, resnici na ljubo, ne enega, ne drugega ne bi bilo, če se dolgo v zgodovini prej, zlasti pa na predvečer slovenske demokratične pomladi na prelomu 90. let prejšnjega stoletja, najbolj napredni, zavedni, posamezniki in intelektualni krogi ne bi postavili za zamisel demokratične in suverene države. Res je, da smo bili Slovenci enotni na plebiscitu in v vojni za Slovenijo. Vendar pa je dobro in prav, če se vsaj sem in tja zavemo, da ta enotnost ni prišla čez noč in da je bila sprva zamisel demokracije in suverene države predmet zelo ostrih polemik. Zato, prav zaradi takega konteksta tistega časa, je bil potreben in pogum in razum, da se je v odločilnih časih za našo narodovo usodo izrekle zahteve, ki so se potem s časom izkazale kot vsenarodne. Tako zahtevo, kot sem bil dejal, je bil na današnji dan pred 25 leti izpovedal pesnik Pavček v Majniški deklaraciji še enkrat rekoč, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda v okviru prenovljene Evrope. Tukaj vidim sicer... Hvala. To si zasluži Pavček in njegov pogum. Pravim, tukaj vidim mlajše obraze, ki bojo o tem prebirali v letih odraščanja iz zgodovinskih knjig in prav gotovo in bomo tudi kot starši povedali nekaj zanimivih stvari iz našega spomina na te čase, ampak tukaj vidim tudi precej obrazov iz generacij, ki se gotovo osebno spominja tega dne pred 25 leti. Kongresni trg, skoraj 30.000 ljudi, vzneseno vzdušje, ne zelo velika politična enotnost glede te prireditve in tega, kar je bilo tam izrečeno, vendar je bilo izrečeno, je bilo stvar polemik in je bilo pomembno zato, da je s časom to postalo stvar, ki so jo ponavljali vsi. Kot rečeno, ta vizionarska zahteva ni bila izrečena v okoliščinah neke politične in narodne enotnosti. Ampak, in to se mi zdi bistveno, je tak čas s tem, kako in kdaj je bila izrečena ter pred kom, ta čas sploh vzpostavila. Izkoriščam današnjo priložnost in slovesnost za zahvalo, za pogum in razum vsem, ki so svojimi ravnanji omogočili in pripravili zborovanje na Kongresnem trgu četrt stoletja nazaj. Predstavlja pomemben zgodovinski mejnik v nastajanju jasnega izraza politične volje o slovenski suvereni državi in oblikovanja splošnega ljudskega soglasja o tem. Spoštovane gospe in gospodje, ni naključno, da z vsemi temi simbolnimi mejniki prav v tem času praznujemo tudi 10. obletnico vstopa naše države v Evropsko unijo. Ideja suverene slovenske države je bila, tudi kot smo videli iz zahteve Majniške deklaracije in pesnika Pavčka, v prevratnih trenutkih narodove zgodovine neposredno in živo prepletena z evropsko idejo. Slovenci se nismo osamosvojili zato, da bi bili izolirani, temveč zato, da bi bili povezani in to povezani z Evropo. Ne glede na to, kako in koliko smo danes vsi na nek način razočarani, glede na visoka pričakovanja, ki smo jih imeli ob včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo, se mi zdi vendarle, vsi skupaj moramo strinjati, da vendarle ta skupnost vsem in tudi nam omogoča prepotreben mir
varnost in tudi blaginjo, čeprav seveda ne v želeni in pričakovani meri. Predvsem je pomembno, da se 10 let kasneje bolj jasno zavemo lastne odgovornosti za našo in skupno evropsko prihodnost. V tem smislu dovolj samozavestni, zaradi teh slavnih obdobij naše preteklosti, tako kot je rekel tudi župan, moramo in smemo razumeti in reševati probleme, ki so v današnjem času za to in prihodnje generacije. Bolj kot kadarkoli prej sem prepričan, da je prav zaradi številnih razlik med nami, tudi med nami tukaj, ki smo se zbrali danes, političnih, ideoloških, svetovno-nazorskih, vseh možnih razlik, prav zaradi njih, da je danes bolj kot kadarkoli prej potrebno iskreno zavzemanje, vendarle za medsebojno razumevanje in spoštovanje. Potrebna so sicer odločna ukrepanja, vendar jih je potrebno zbrano in razsodno skupaj premisliti. Na koncu, kot vedno pri teh velikih dogodkih, bomo tudi pri zdaj tem premagovanju krize uspeli samo, če se bomo za to potrudili dovolj složno, dovolj skupaj. Še posebej v teh še toliko bolj zahtevnih političnih razmerah bi vam rad kot predsednik republike in tudi kot vaš rojak zagotovil, da bom v okviru svojih ustavnih pooblastil in za željo po povezovanju, po strpnosti in medsebojnem spoštovanju storil vse, da bomo ta čas premostili premišljeno, demokratično, mirno in uspešno. Razumel sem svojo izvolitev kot mandat za tako moje ravnanje. Prav nič ne bi bilo paradoksalno, če bi se prav v tem času, ki ga zdaj dojemamo kot čas velikega nezaupanja v politične in druge institucije države, izkazalo, da prav zdaj za vizionarskimi, a hkrati praktičnimi ukrepi že snujemo novo poglavje našega narodnega napredka. Gospe in gospodje, z iskreno željo, da bi bilo res tako, se bom skupaj z vsemi vami potrudil po svojih najboljših močeh. Hvala lepa. Sedaj pa bomo besedo prepustili naši prihodnosti. Nastopili bodo učenci iz Dornberka, Prvačine in Branika. Predstavili se nam bodo z mislimi in pesmimi o domovini in vrednotah. Domovina. Domovina se rodi vsakim človekom. Vedno nova je in sveža. Vedno drugačna. Vsak jo čuti, vsak se na njo spomni, čeprav ne vsak dan. Prav ponosni smo, ko tujci hvalijo lepote naše domovine, prijaznost ljudi, varnost, čisto in urejeno okolje. V njej je veliko gozdov, travnikov, hribov, vinogradov, imamo pa tudi morje. Tujci se nam čudijo, kako lahko tako majhen narod vsako leto izda toliko novih knjig ter vodi toliko radijskih in televizijskih programov. V moji domovini sem srečna, v njej želim vedno živeti. Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova. V naših srcih je doma in od tam ne bo odšla. Ti nam si kot družina, skrivnostna, lepa in edina. Lepa zelena, s cvetjem prepletena, s potočki in rekami ovita, v gore prelepe zavita. Nikoli zapuščena, ker ti si le ena. Ti si edina moja domovina. Mi smo rojaki, tvoji vojaki in srčno želimo, da te ne izgubimo. Ker ti si le naša, ne damo te proč. V srcih je naših le tvoj glas pojoč. V srcih in duši naša si ti. Le tebe srce si naše želi. Za tebe zmagujemo, za te živimo. Vsako besedo tebe slavimo. Ti si edina moja domovina. Če sem in če diham svežino dne, ko se nihče ne dotakne me, ko želim biti sam. Če mi pogled brezskrbno ujame tisti prvi jutranji žarek, ki se srečen zazre v sonce, poslednji večerni pozdrav njegov. Potem vem, potem sem svoboden. Svoboden kot ptica, ki me s petjem pred rami
Svoboden kot rahla meglica, ki jutro jo dviga z objema rečice. Svoboden kot človek, ki prehodil že dolgo je pot in se končno nekje na pragu ustavi, duri odpre ter vstopi in vrata za sabo zapre. Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso, pesem vetra in vej in trave in sonca na travi, pesem hitečih in pesem stoječih valov, pesem srebrnih in pesem zlatih valov, pesem potokov in pesem žit. Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso, poješ in vabiš. Hrasti orjaki za poljem stoje in se z burjo borijo. Sanje stoletij, vrhove in žit zibljajo danem šumenju. Vsake pomladi novina posluša skrivnosti davnine. Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso. Vriskaš in vabiš, kličeš na kmete. Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti. Ljubil sem jo, kakor grudi deviške razgaljene, duhtele pod soncem so njene poljane razpaljene. Potapljal sem se v valove njenih žit, sam seboj, le z mislimi svojimi skrit v molčeči družbi mladega hrepenenja. Mlad, to se pravi, v srcu vsega življenja. O rodni dom, o hiše očetove strehati, siromaku si grad in popotniku dali utehati. Golob izpod tujega neba trepeče nazaj. Hrepenenje mu je pokazalo i pot i kraj. Kaj lastovka v južnem poletju strepeti ne more? Na gnezdo spomin jo nese čez morje, čez gore. Kje, domovina si? Ali na poljih teh? Še pod Triglavom, okrog Karavank? Ali po plavžih si? Ali po rudnikih? Tu, preko morja in niti meja? Hotel nekdaj sem, da bi se razširila, da bi razpela svoj krog čez zemljo. Slutim te, čutim te. Lepote svoje zemlje vidim, na njih oko utrujeno pogosto se spočije. Dobrote svoje zemlje slutim, iz njih zdaj čutim moč in energije. In kakor danes jaz, nekoč, hodili so čez polja in gozdove, so želi zrelo žito in mlatili ga, ter zrnjem polnili lesene kašče. Tako kot jaz so dedje, babice, opevali lepote naše zemlje, slavili vse, kar dom je pomenilo. Slavili, kajti dom pomeni varnost in toplino. In to je vse, kar človek, da je srečen, potrebuje. V ljudskem izročilu Slovencev je lipa simbol življenja, zdravja, moči, pa tudi miline, modrosti ter lepote in ljubezni. Tesno je povezana z nastankom slovenske državnosti. Zato so se v društvu veteranov odločili, da bodo s sajenjem lipe povezali spomin na pomembne dogodke iz naše preteklosti in sedanjosti. Lipo bo danes o pomoči predstavnikov Goriške posadil častni gost, predsednik republike Borut Pahor. Vsak župan bo v sadilno jamo vrgel 3 lopatice zemlje, ki simbolizirajo spoštovanje preteklosti, delovanje v sedanjosti in trud za lepšo prihodnost. Najprej župan mestne občine Nova Gorica, Matej Arčon. Pa župan občine Renče Vogrsko, Aleš Bucik. Župan občine Šempeter Vrtojba, magister Milan Turk.
župan občine Miren Kostanjevica Zlatko Martin Marušič, in župan občine Kanal Andrej Mafi. Najvišji predstavnik Slovenske vojske, načelnik generalštaba, general-major Dobran Božič, bo ob lipo zabil leseno oporno palico in povezal lipo ob njo. In za konec, bliže k sadilni jami, vabim še predstavnike učencev iz Dornberka, Prvačine in Branika. Ti bodo lipo zalili z vodo, simbolom življenja. Tako bodo simbolno pokazali skrb za življenje in rast slovenske domovine. Hvala vsem, ki ste pomagali pri sajenju tega simbola slovenstva. Želimo si, da bi ta lipa lepo rasla in nas in mnoge prihodnje rodove spominjala na pomembna, prelomna dejanja v naši zgodovini, ki ne smejo nikoli biti pozabljena. Na planini je živel, rad je stare pesmi pil, se življenja veselil. Mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeče cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je slovo, oče zgubljal ni besed, pil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin, zeleneči rozmarin. In dejal, kodar hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Kodar hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Zdaj vam bom ponovno bliže povabila predsednika republike in predsednika Društva veteran iz Nove Gorice. Člani Društva veteran se namreč želijo posebej zahvaliti našemu današnjemu gostu. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, vsa slovenska zgodovina ima obdobja, ki se jih je vredno spominjati, spoštovati in se po njih zgledovati. Naj vas ta spominska plaketa spominja na ta obdobja in spodbuja pri opravljanju vašega poslanstva.
potem, ko se vam zahvaljujem za to izkazano čast, bi mogoče v robu te priložnosti rekel vam, ki boste to veliko bolj razumeli kot večina ljudi naše lepe dežele, tukaj mislim na vas kot Primorce, na rojake. Kakšni občutki so me prevevali 2 dni nazaj, ko sem bil na sicer skrajšanem državniškem, to je najvišja raven obiska, državniškem obisku v sosednji Italiji. To pravim zato, ker sem prej, ko sem gledal ta knjižji kamen, čeprav razumem, ga je naredil mlad fant, vse čestitke, kdorkoli že to je. Je tukaj ta junak? Kje pa je ta junak, ki je to naredil? Je tukaj? Ok? Kje je? Pridi sem, pridi. Zdaj ti tega ne moram dati, ker je moje ime gor, če ne. Pridi tudi to. Boš še nov vlogo, boš počakati. Jaz samo končam stavek. Sem videl ta kamen, pa tukaj spominsko obeležje vojne za Slovenijo, pa evropsko zastavo, spomnili smo se besed Pavčka iz občutljivega obdobja, prelomnega naše zgodovine. Videli smo ta zgodovinski lok boja našega naroda, zato da smo ostali in obstali kot Slovenci. In vam bi rad prenesel eno občutke, ki so me prevevali ob obisku v Italiji, glede na izkušnjo, zgodovinsko izkušnjo, ki smo ga imeli s tem narodom italijanskim, mi kot Slovenci tukaj v zadnjem stoletju. Te izkušnje so bile zelo različne in mestoma tudi surove. Ampak zdelo se mi je, da je ne samo sprejem predsednika Napolitana, ampak obnašanje vse italijanske države do mene kot predstavnika slovenske države zelo spoštljivo in zelo usmerjeno v skupno prihodnost, zelo iskreno naklonjeno temu, da bi se rane iz preteklosti ne pozabile, ampak da se ne bi obnavljale in da bi skupaj naredili nekaj boljšega za prihodnost naših otrok. Moram to reči zelo iskreno in z velikim občutkom sreče, ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi naših otrok in zaradi tega lahko morda na prihodnost, ki morda ni tako zlata, kot jo sanjajo, ampak vendarle mirna in vendarle zaradi tega optimistična. To sem želel povedati vam, ljudem, ki boste to, kar sem vam bil povedal o mojih občutkih v obisku v Rimu, dobro razumeli v luči naše zgodovine, zlasti primorske. No, tukaj pa zdaj naš junak. Tvoje ime je? Luka. Kako si prišel na misel, da bi to naredil? In zakaj si to storil? To ti je učiteljica ukazala, ali kaj? Ne. Oče ti je obljubil, kaj od počitnice na morju? Ne. Kaj pa? Enve so tam nekje so rekli očetu, če bi naredili kamen, knežev, in potem smo rekli, ja, zakaj pa ne. Če tako enostavno, če bi pomagal rešiti krizo, dobro, vidite. Čestitke, Ljubca. Veterani, mirno! Časni, pozdrav! Naprej zastave slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori.